prišlo je do pobude, da neko prvo predstavitev te pesniške zbirke, se pravi Šopek iz mojega dušnega vrta, pesmi Mirka Hribarja, nastale jeseni 1942 v Starem Pismu, tukaj čez cesto, predstavimo v našem muzeju. Hvala za to pobudo, obema prav prisrčen pozdrav, gospod Klavora, vam pa predajam besedo, da tudi pozdravite naše občinstvo in poveste malce več o tej knjigi. Dobro večer, lepo pozdravljeni. Verjetno moram začeti s tem, da se zahvalim vsem, s katerimi sem sodeloval pri nastanku te lepe pesniške zbirke. Ta pesniška zbirka je po moje spomenik ljudem, ki so se takrat prli v okupaciji. In to me je tudi vodilo pri tem, da je ta zbirka taka, kot je v taki izdaji, tukaj reprezentativni, in da smo pravzaprav danes prvič uspeli spraviti zadevo v javnost. Naj se pri tem zahvalim seveda najprej prijatelju Jožetu, moj sošolcu v srednješolskem, torej drugujeva že kar precej let, to 50 let, da je prišel s to idejo in me pravzaprav vključil s tem vprašanjem in me zanimiral, zintrigiral, kaj naj s tem naredimo, kako naj to naredimo. Ko sem jaz te pesmi začel brati in ta tekst, sem bil ganjen. Ker jaz sem temu rekel, da je to predsmrtna poezija. Seveda naslov je potem dogovor in tudi se pojavi ta citat Šopek iz mojega dušnega vrta v samem tekstu, ampak dejansko je to znak neke psihološke moči, trznosti človeka, ki je to napisal. On je v tako hudih časih, ko je vedel, da ga čaka smrt, zanesljiva smrt, uspel se preleviti iz železničarskega uradnika v pesnika. Te pesmi, jaz mislim, da bo tudi stroka morala še povedati, kaj o njih, o njihovi kvaliteti, so po moji skromni oceni, kolikor se jaz poznam na poezijo, so vrhunske. Če primerjamo recimo to z nekaterimi pesmimi, ne vem, Kajuha, jaz mislim, da neke velike razlike tukaj ni. In od nekega železniškega uradnika nekaj takega pričakovati, torej očitno se je v njem nekaj tektonski premik naredil, nekaj strašansko pomembnega, da je prišel na idejo in da mu je to vrelo iz srca, iz njegove duše. V glavnem, da grem nazaj na zahvalo, Jože, vsi drugi, ki so sodelovali, Lojze Podobnik, hvala Lojze za vse sodelovanje. Ne smem spustiti oblikovalke, ki je perfektno upravila svoje delo, Mete iz Dolenjskega, tako rečem. Braneta Praznika, ki ni nekako posebej omenjen, je pa avtor te grafične opreme na prednji strani te brošure, ki spremlja pesniško zbirko. To je ta Šopek pomladanskega cvetja, mačic in tako naprej. Tudi tiskarnik, konec koncev, ki je zelo dobro upravljal svoje dele, sem njihom vodji, direktorju danes povedal, da ne more vsak tiskar tega narediti, da so res izdelek naredili, ki ga imajo lahko tudi oni kot tehniki, kot obrtniki, pravzaprav kot paradni izdelek svoje tiskarne. In na koncu, da ne pozabim dobrih ljudi, predvsem direktorja in pomočnika direktorja Slovenskih železnic, ki sta z donacijo veliko pripomogla k izdaji te zbirke take, kot je. Tako bi seveda tudi ciklusirana zbirka in tako naprej nastala.
No, tukaj moram še nekaj ljudi omeniti, ki sem jih prosil za sodelovanje, pa nekako nismo imeli srečne roke. Prvi, ki sem ga nekako skušal vplesti v celotno zadevo, je bil pokojni Boris Pahor. On je zadevo videl, pogledal, vendar je rekel, da se v tistem času, to je zdaj 3 leta nazaj, ne čuti več dovolj močnega, da bi lahko pri kakšni taki zadevi sodeloval, da bi kaj pomagal. Je pa priporočil svojim založnikom v mladinski knjigi, da bi to prevzeli, no, ampak od njih potem ni bilo nobenega glasu. Drugi, ki sem ga prosil za pomoč, pa je bila zadeva spet prepozna, je bil Ciril Zlobec, ki se mi je zdel prava avtoriteta za ceno, za recenzijo tega, to literarno recenzijo. Vendar, nažalost, on nas je zapustil, preden je uspel karkoli tukaj narediti. No, tistih, ne, ki bi pa lahko kaj pomagali po uradni dolžnosti, pa ki se imajo za velike kulturnike in dohtarje in akademike in tako naprej, v Sloveniji pa imenom ne bom omenjal, vendar so pa sodelovanje zavrnili, za kar sem jim pravzaprav na nek način hvaležen, da nam ni treba biti njim hvaležen in da ne paradirajo v bistvu z enim produktom, ki smo ga malo na težji način, vendar kljub temu ustvarili. Zdaj, ideja, ki še ni užita in še ni izpolnjena, je, da bi to delo postalo na nek način evropsko delo. Tako da sem želel tudi, da bi nekdo od teh naših evropskih poslancev predstavil to zadevo na en tak ali podoben način v Evropskem parlamentu. Zato je knjižna zbirka oziroma pesniška zbirka tudi prevedena v 2 jezika, poleg slovenskega jezika, torej še v angleščino in nemščino. Angleščino zato, da je recimo razumljiv vsem Evropejcem, žal je pač angleščina prevzela to vlogo, kot ste imeli včasih latinščina pa francoščina. Nemščina pa zato, ker so imeli pravzaprav Nemci najbolj pri tej zgodbi prste vmes, sicer v negativnem smislu, ampak naj tudi oni preberejo, kaj je na njihova žrtev v tistem času uspela napisati. Upam, da nisem koga spustil. Ja, seveda. Hvala lepa muzeju, hvala lepa Tonetu Kregarju, da so omogočili to predstavitev današnjo. Meni se je res delo, no in tukaj so zelo hitro prišla na isto frekvenco, da je zelo primerno, da je ta prva predstavitev v tem muzeju, ki je nekako na območju, kjer je zadeva nastala, tako rekoč čez cesto, in da tudi kasneje morda muzej uvrsti to med neke svoje artefakte, ki bo mogoče v neki priliki, ko obravnava to obdobje, tudi predstavil. Povedal sem veliko, premalo, ampak že preveč, ker sem vzel veliko minut. Zdaj pa prosim Toneta Kregarja, da nekako skuša umestiti v ta zgodovinski trenutek leta 1941-1942 tega odporniškega gibanja na Štajerskem, predvsem v okolici Celja. Nekje sem prebral prav v njegovem tekstu, da je en visok funkcionar gestapa celo osebno preselil svojo pisarno v Celje, ker je imel namen zatreti in izkoreniniti te bandite v tem okolju in očitno je bil tukaj precej temeljit. Še enkrat hvala lepa, Tone, in beseda je tvoja. Hvala. Najlepša hvala. Kot rečem, morda še velja še enkrat ponoviti, da gre res za reprezentančno izdajo, ki pa si ga po mojem osebnem mnenju ta pesniška zbirka nedvomno zasluži. Namreč, kot ste Mitja že prej omenili, naš muzej hrani
ohranja spomin na dogajanje med drugo svetovno vojno in na nek način tudi varuh spomina žrtev iz Starega Piskra. V Starem Piskru obstaja tudi dislocirana enota našega muzeja, se pravi spominska soba žrtev nacističnega nasilja. In govorim pa to zadevno, da pravzaprav, čeprav je danes več ali manj znano skoraj vse, kar se je dogajalo v Starem Piskru med drugo svetovno vojno in tudi neposredno po njej, pa pravzaprav nikoli, vsaj jaz in tudi verjamem, da ostali zgodovinari nikoli nismo zasledili, da bi v Starem Piskru, se pravi v času nemške okupacije, nastalo kakršnokoli delo, vsaj malce primerljivo z neko pesmijo oziroma z pesmimi Mirka Hribarja. Vsi poznamo poslovilna pisma, ki so jih talci, se pravi, pred ustrelitvijo pisali svojcem in med njimi so tudi Hribarjeva pisma, ko je pravzaprav slutil svoj, na nek način je pričakoval, tudi on pričakoval smrtitev, ampak da bi nekdo napisal kakršnokoli pesem, jo namenil svojcem v obliki poslovilnih pesmi, kot je že bilo rečeno, in da bi se te pesmi ohranile, pravzaprav je bila moja prva informacija, ko ste bili poklicali, seveda tu ni bilo nikakršne dileme, da je to resnično zgodovinska realiteta, ki jo je potrebno ne samo ohraniti, kar ste poskrbeli vi, ampak jo je potrebno predstaviti najširši javnosti in ta pobuda, da se pravzaprav s to pesniško zbirko gre tudi Brusel, Evropski parlament, se mi zdi izredno pomembna, zlasti, ker se vsaj upam, da sodobna Evropa še zmeraj temelji na vrednotah antifašizma in upora proti okupatorjev. Zdaj pa več o sami zbirki bo povedal gospod Hribar, malce kasneje, jaz pa, ker sem že pravzaprav bil na nek način zvan, morda samo na kratko, čeprav ste med vami, verjamem, glavnem vsi dobri poznavalci dogajanja med drugo svetovno vojno na okupiranem slovenskem ozemlju, zlasti na Štajerskem, pa vendarle mogoče kratek, res kratek oris tega zgodovinskega konteksta, ki je pravzaprav pripeljal do dogajanja v zaporih Stari Pisker in posledično tudi do Hribarjeve pesniške zbirke. Ko govorimo pravzaprav v narodno-osvobodilnem boju oziroma v osvobodilnem gibanju na Štajerskem, katerega del je bil tudi Mirko Hribar v okviru te svoje sevniške železničarske organizacije OF, se je treba pravzaprav zavedati te neke specifike in izredno pravzaprav morda v celotni okupirani Evropi eno najbolj neprijaznih razmer, neprijaznih pogojev za kakršnokoli organizacijo odpora. In sicer predvsem zato, kar velja vedno znova ponoviti, da čeprav okupirana Spodnja Štajerska nikoli ni bila formalno priključena Tretjemu rajhu, so dejansko nacisti to ozemlje tretirali in dojemali in na njem tudi delovali kot sestavni del Tretjega rajha. Se pravi, osvobodilno gibanje, ki se je razvilo že po leti 1941 na tem prostoru, je bilo dejansko z perspektive nemškega okupatorja pravzaprav oziroma uporniško gibanje znotraj njihove matične države. In temu primerno seveda je bil tudi odgovor neizmerno brutalen, hiter in krut. Zdaj, se pravi, da ne bom predolg, ker ta večer ni namenjen nekemu zgodovinskemu predavanju. Skratka, že po leti 1941 se organizira osvobodilno gibanje znotraj Osvobodilne fronte, na čelu seveda komunistov, ki so pravzaprav bili v danem zgodovinskem trenutku edini dovolj smeli in tudi dovolj organizirani, da so vzpostavili ogrodje tega upora in vanj vključili ne samo svoje zaveznike znotraj Osvobodilne fronte, ampak seveda tudi številne ljudi, številne slovenske domoljube, slovenske patriote, slovenske antinaciste, antifašiste, ne glede na njihov ideološki preznak. To velja na tem mestu izpostaviti. Osvobodilno gibanje na Štajerskem je zaradi narave nacistične okupacije, ki je pravzaprav pretila z kulturocidom in etnocidom, se pravzaprav katere osnovni cilj je bil raznorodovanje prostora in tukajšnjih ljudi, pravzaprav narodno-obrambni akt in to zadevno pravzaprav so se v to osvobodilno gibanje vključevali najrazličnejši sloji, najrazličnejši posamezniki slovenske družbe. Pri čemer je treba seveda povedati, kar sem že v uvodu izpostavil, da je pravzaprav bil takrat nek oborožen odpor proti okupatorju, pravzaprav eno izredno
na nek način skoraj do samomorilsko dejanje, ne? In to nenazadnje dokazujejo tudi dogajanje, ki je sledilo temu začetku odporniškega gibanja, se pravi, že prve partizanske enote nekako so razbite dokaj hitro, manjše partizanske skupine, obenem pa je nekje že leta 1941 skoraj da v celoti zatrta in uničena odporniška mreža v Mariboru kot glavnem mestu spodnje slovenske Štajerske, kjer se je upor nekje začel razvijati in kot rečeno bil že do konca leta 1941 obglavljen. No, pomladi 1942 se zato, ravno zaradi tega dogajanja v Mariboru, jedro uporniškega gibanja na Štajerskem nekako preseli na območje širšega celjskega prostora, takrat je to bilo celjsko okupacijsko okrožje, največje okupacijsko okrožje, v katerega je recimo sodila Savinjska dolina, Kozjansko-Šaleška dolina in med drugim tudi Posavje, se pravi tudi Sevnica, odkoder je prihajal Mirko Hribar. Spet se, kot rečeno, spet nastajajo nove partizanske skupine, mreža Osvobodilne fronte se širi po najrazličnejših krajih, pa tudi po samih, recimo po raznih tovarnah, po različnih okoljih. Mednje recimo sodijo tudi semniški železničarji, ki organizirajo svojo celico osvobodilnega gibanja, kar pravzaprav privede do tega, da se nacistične oblasti za sedežem v Gradcu oziroma v Mariboru za spodnjo Štajersko odločijo, da enkrat za vselej uničijo osvobodilno gibanje na tem prostoru. In to, kar ste Mitja že omenili, s tem namenom šef Gestapa za spodnjo Štajersko, Otto Lurker, svoj sedež iz Maribora preseli v Celje in začne se izredna sistematična akcija uničevanja celotnega osvobodilnega gibanja. Ne le partizanskih enot, ampak seveda tudi mreže Osvobodilne fronte po vaseh in mestih in seveda krut obračun ne samo z aktivnimi uporniki, ampak tudi z njihovimi svojci, sodelavci in tudi samo potencialnimi simpatizerji. Skratka, vsa stvar kulminira po leti 1942 z množičnim streljanjem talcev. Nasploh je leto 1942 najbolj kruto, najbolj tragično obdobje nemške okupacije slovenskega ozemlja. Namreč samo v 5 streljanjih po leti 1942 v Celju ustrelijo 369 mož in žena. Številke ustreljenih v mariborskih sodnih zaporih so še dosti višje, mislim, da sega nekje blizu 600 ljudi. Se pravi, od približno 1700 ustreljenih talcev v drugo svetovno vojno na spodnjem Štajerskem jih je več kot polovica streljena leta 1942. In v ta kontekst seveda sodi tudi usoda Mirka Hribarja. Ob tem, da pravzaprav potekajo množične eksekucije tako imenovanih talcev, zgodovinopisje je dalo tem žrtvam to vrstno ime, ne gre za talce v klasičnem terminološkem smislu, pa vendarle, se pravi, potekajo njihove množične eksekucije, obenem pa njihove svojce množično deportirajo v Auschwitz oziroma mladoletne in otroke v posebna otroška taborišča organizacije Lebensborn širom Tretjega rajha. Že prej sem omenil, da pravzaprav ne gre za obračun izključno z neko organizirano vojaško silo, ki se je uprla Tretjemu rajhu in okupacijskim oblastem in okupacijskim načrtom, ampak gre pravzaprav za brutalen teror nad vsemi, ki so kakorkoli nekako postavljajo po robu nacistični ideologiji, nacistični politiki. Recimo, pogosto za aretacijo in nenazadnje tudi za ustrelitev ali za deportacijo v Auschwitz, pa tudi Mauthausen, kjer se je znašel recimo Hribar, zadošča že to, da je nekdo recimo dal prenočišče ali pa kos kruha ali pa nekaj Reichsmark za osvobodilno fronto. Skratka, izredno brutalen odgovor nacističnega aparata na to osvobodilno gibanje, ki doživi vrhunec, kot rečeno, leta 1942 z dogajanjem v celjskih in mariborskih sodnih zaporih, z ustrelitvami
zamučeni, veliko teh aretacij, veliko teh zapornikov se je pravzaprav znašlo v zaporih zaradi raznih izdajstev, bodi si zaradi neke čisto koristoljubne, deloma tudi ideološke izdaje, v še večji meri zaradi pravzaprav nekega neke verige, nekih domin, ki jih je povzročil nasilje, se pravi, da so ljudje aretirani, pripadniki Osvobodilne fronte zaradi mučenja izdajali svoje sodelavce, svoje tovariše. Skratka, konec, kar pravzaprav sledi, nekje v času, ko nastanejo Hribarjeve pesmi, se pravi oktobra 1942, je osvobodilno gibanje na Štajerskem tako rekoč obglavljeno. Se pravi, ta nacistični načrt, ta brutalna sila je definitivno rodila sadove, vsaj začasno. Omenil sem že prej poslovilna pisma, ki so jih zaporniki, ki jim je bilo dovoljeno jih pisati svojim svojcem tik pred eksekucijo, kar seveda ni šlo za neko humano gesto ali pa altruistično gesto, šlo je predvsem za princip zastraševanja svojcev, na ta način odvračanje od nadaljnjega upora. In to zadevno, kot rečeno, je to nacistično nasilje pravzaprav obglavilo osvobodilno gibanje. Seveda pa, vsaj v organizacijskem smislu, se ta upor nekako preseli na deželo, ampak to pa še seveda ne pomeni, da je pravzaprav ta nek duh upora, zlasti pa nek gnev, neko sovraštvo do nacizma in do njegovega nasilja pravzaprav zatrto, ker že leta 1944 postopoma se pravzaprav osvobodilno gibanje na teh koncih spet obudi in privede do končne zmage oziroma poraza okupacijskih sil. Upam, nisem bil prepodroben, upam, da sem vsaj približno postavil nek kontekst, kdaj so pravzaprav te pesmi nastale, se pravi v času najhujšega nacističnega nasilja in pravzaprav kdaj je bila ta skupina, katere del je bil tudi Mirko Hribar, aretirana, pravzaprav ravno na koncu tega najhujšega vala nasilja, ki se je začel v začetku poletja, se pravi septembra 1941. Med zadnjimi pravzaprav pa so bili aretirani že tile fantje, recimo iz Sevnice. Zakaj je to morda pomembno? Samo to še končam. Prej sem omenil, večina sodelavcev osvobodilnega gibanja, ki je bila aretirana in usmrčena poleti 1942, njihovi svojci so bili v glavnem potem skoraj istočasno ali pa mogoče s kakšnim dvotedenskim zamikom aretirani in v glavnem poslani v Auschwitz, ker so to bile ženske, ki so tam izgubile življenje. Če sem prav prebral biografijo, ampak o tem boste več vi povedali, je pravzaprav to zadevno Hribarjeva družina imela podobno usodo, ampak k sreči ne s tako drastičnim koncem, ker niso bili poslani v uničevalna taborišča, ampak delovna taborišča v Nemčiji v jeseni, če sem prav razumel. Samo ena sestra. No, skratka, to je ta nek kontekst, ta okvir, kdaj so te pesmi nastale. Zdaj bi pa jaz prosil Žigo še za eno pesem in na to res predal besedo nečaku Mirka Hribarja, gospodu Jožetu Hribarju, da več pove o sami stričevi usodi nasploh v zgodovini te pesniške zbirke, ki jo danes predstavljamo. Prosim, Žiga. 7. oktober 1942. Mi, glumci. Igrali smo tragedijo, najbolj napeto dramo našega življenja. Od rojstva isto se začenja. Ljudstvo je sledilo v sebi s hijensko strastjo. Veseli nad propadom so ploskali vsi ti šakali, ko je zastor padel in so glavnega junaka v drami v smrt odgnali. Bedaki slepi. Ne vidite, da prav ta oder, morda že jutri ali pa kasneje, za vaše bo morišče dober. Takrat s polno mero umirajte, šakali. Družba vaša, kot za mojo in vsakotero, cenijo vrednost, kolikor pač drama znaša.
Hvala za besedo. Bom kar sedel, ker se bom pomagal s papirjem. Spoštovani vsi prisotni, najprej hvala organizatorju za povabilo in hvala vsem, ki boste prisluhnili tem nekaj besedam o prvi predstavitvi knjižice strica Mirka Hribarja Šopek iz mojega dušnega vrta. Pomagal se bom spet z besedami, ki jih je napisal Mirko, in to je del Mirkovega poslovilnega pisma njegovi ženi Marji, napisan 19.10.42. Sprejmi skromni šopek iz mojega dušnega vrta. V dneh samote in razdvojenosti sem ga nabiral, ne skrijem poslednje cvetove pred bližajočo se žgočo slano. Nisi vedela, da tudi take rože rastejo v mojem vrtu. Šele, ko so domišljavost in lahkomiselnost odvrgle svoje listje, so se v zadju pokazale le te cvetke. Niso bogate na vonju, niti pestre v barvah, oblika njihova je, da jim korenine rastejo iz srca in zalivale jih je kri, ki je nekdaj vrela, zdaj pa pomirjena čaka zime, dolge, večne zime. To so pa moje besede. Pogledi na zgodovino, pa tudi na kulturo so zelo različni. Zgodovina, tako kot ta svet, je samo ena. Razlag pa ogromno, včasih celo več, kot je zmagovalcev in poražencev. Nekaj optimizma za vse, ki si želimo miru in ljubezni, naj nam razsvetli naš vsak dan ugotovitev. Naj tudi ta knjiga potrdi, da očitno zmaguje ljubezen. Naj bo zato natančno zapisana v tiskanih besedah, kot del naše kulture in ne le zgodovine. In naj bo zato izdaja Mirkove knjižice predvsem dokaz o zmagi ljubezni nad grozotami. Moje razumevanje zgodovine in ravnanja ob tem so se ob naključni najdbi te male knjižice, strica Mirka, pred cirka 11 leti od danes, spremenila oziroma dopolnil sem svoja prepričanja o življenju in strasteh. Mirko je pisal iskreno in z razlogom, predvsem o ljubezni in hrepenenju po lepem, v vojnem času, v zelo posebnih pogojih in obsojen na smrt. Takoj, ko sem to malo knjižico videl, prebral in poklepetal s takrat še živečo Mirkovo ženo Maro, sem čutil, da ta umetnina mora med ljudi. Joj, kako suhoparne so postale milijarde nepotrebnih novic na vsedosegljivem spletu. Najdbo in novico sem pokazal izjemnemu človeku in prijatelju Miti Klavora in pred nami je najlepši spomenik stricu Mirku. Njegovi ženi Mari, njuni hčerki Marjanci, mojemu očetu Jožetu in seveda tudi vsem takratnim upornikom z razlogom. Vsi so pokojni, a v najlepšem danes z nami. Zagotavljam, da je bila tudi ta priprava te izdaje narejena z veliko ljubezni in spoštovanja. Ko mi je prijatelj Mitja predlagal, da nekaj uvodnih besed pripravim za danes, sem si moral večkrat ponoviti: hej, Jože, tvoj stric je pisal pesmi v zelo posebnih pogojih, na roke, brez možnosti popravljanja, naravnost iz glave in iz srca, samo na nekaj razpoložljivih listov papirja. Predvsem pa je pisal zelo lepo urejeno in smiselno. Sem sploh še pismen, ne znam brez kalupov izliti nekaj iskrenih misli. Res smo glumci, kot pravi v eni pesmic stric Mirko. Naj v uvodu še enkrat povem, s to izdajo nikakor ne želimo poveličevati ali še enkrat pojasnjevati in razlagati dogodkov iz bližnje zgodovine. Naj bo ta knjižica res spomenik neizmerni ljubezni in hrepenenju. Stric se je pisal prav tu, v Celju, v Starem Piskru, pred dobrimi 80 leti. Obsojen na smrt kot eden prvih takratnih upornikov z razlogom. Vesel sem, da je prva predstavitev prav v Muzeju novejše zgodovine Celje in naj obogati tudi vašo dejavnost. Že v otroštvu sem poslušal besede očeta, ki so mu ušle z jezika, o njegovem bratu Mirku. Zelo se je trudil, da o tem ne govori veliko in nas s tem ne obremenjuje. Z leti sem spoznaval,
da je bila vsem sorodnikov Mirkova izkušnja globoka, nikoli zaciljena rana. Moja starša sta bila izjemna prijateljica z Mirkovo ženo Maro in njuno hčerko Marjanco. Ko sta umrli, sem družinske vezi z Maro skupaj s sestro Darinko nadaljeval jaz. Mara je namreč preživela vse, Mirka, drugega moža, hčerko Marjanco in drugega sina. In vsi trije so vedeli za knjižico, le niso vedeli, kje je, skrita, spravljena. Ko sem knjižico ponevedoma našel, sem Maro nemudoma poklical, naslednji dan pa sem jo odnesel k njej. Zadolžila me je, da jo po njeni smrti objavim. Želim si, da bo za bralce in zgodovinarja ta knjižica izziv, da po strokovni, tudi umetniški plati dopolnijo delček naše zgodovine. Vesel bom, če bom lahko dopolnil mozaik naših resnic po življenju, predvsem v spoznanju, da je ljubezen večna, pa če se še tako tragično konča za enega junaka in za tiste, ki so ga imeli radi. Naj ob prvi javni objavi Mirkovih pesmi mojo govor še zaključim z Mirkovimi zelo simboličnimi besedami. Ko hčerko rožo boš gojila, govori ji, da zlobna vila, očetu z rok pero je zvila, zaprla knjigo, piko, naredila, prostite. Hvala vsem. Knjiga je tukaj. Nisem navajen delati v rokavicah, ampak zdaj jo bom vzel, pa knjižico originalno pokazal, ostali pa mislim, da jo boste lahko pošlatali, pogledali, mogoče celo kupili, ampak to ni edini namen tega srečanja. Hvala. Gospod Hribar, najlepša hvala za te besede. Jaz bi mogoče vendarle vas prosil, da povedali ste približno, na kak način ste do knjižice prišli. Se pravi, da je bila v zapuščini vaših staršev in da ste potem odkrili, odnesli Mari, se pravi Mirkovi ženi. Mogoče vendarle malce več o Mirkovi usodi, v družinskem spominu, recimo. Kdo je bil, odkot je prihajal in pravzaprav, kar verjetno ste lahko pravzaprav razbrali že povedanega, Mirko sicer je napisal te pesmi v slutni svoje smrti, kar je pričakoval podobno usodo kot njegovi sotrpini, ampak vendar on ni bil streljen, bil je iz starega piskra so vodile tri poti. Pravzaprav redki srečneži so bili poslani domov, ostali dve poti pa sta vodili bodisi na dvorišče, predstrelski vod ali pa koncentracijsko taborišče. No in Mirko Hribar je na koncu končal v Mauthausenu, doma več ni videl, pravzaprav ni bil izpuščen, bil je deportiran v Mauthausen, kjer je v nekih čudnih, tudi nepojasnenih okoliščinah pravzaprav umrl leta 1944. Tako da pravzaprav gre za poslovilna pisma, gre za poslovilne pesmi, čeprav malce pravzaprav izstopajo iz tega utečene podobe o žrtvah, recimo v starem piskru. Mogoče samo par besed biografskih o njem, da malo predstavite publiki. Družina je bila takrat, ko je bil Mirko tukaj v Kranju, oče je bil železničar, potovali so po Sloveniji, rodil se je v Uršna seli na Dolenjskem, tako da to je konec koncev bila kranjska družina. Bil je prvi živi otrok družine Hribar, potem je bilo še 5 otrok, prva 2 sta pa pač v tistih časih, mislim, da je bila španska gripa in še nekaj podobnega, sta bila pokojna, tako da je bilo skupaj 8 otrok, od tega 6 živih. Bil je za tiste čase verjetno to, kar je oče razlagal, predvsem v tem športnem smislu, precej asketa, atleta, mlajše brate in sestre je vadil tekati po snegu, bil je po moje zelo športni tip. Predvsem je pa ravnokar končal šolo v Beogradu za železničarje, tako da po moji matematiki je bil kakšno leto maksimalno zaposlen na železnici, dobil je službo v Sevnici, no in tukaj se je tudi sta z Maro ustvarila tudi to Marjanco. Približen
po moji matematiki tudi 4-5 mesecev je bila stara, ko so očeta odpeljali v stari Piskar. Tako da seveda zdaj več o stricu razen tega, kar je dobrega, oče ni razlagal, urejen, tak, športen. Bila pa velika mora, meglica nad celo družino, vse življenje, tudi jaz sem del tega bolj čutil, zaslutil, še bolj natančno pa dojel, ko sem postal starejši in stopil tudi v neposreden stik, samostojen stik z Maro, ki je več teh zadev povedala. Ena zanimivost je bila, jaz sem jo nekoč določil, da je nesojena hribarca, ni mi zamerila, ampak bila zelo vesela. Ostala je del družine Hribar, tudi po vsem tem, kar se je dogajalo, tudi po poroki, skupaj seveda z Marjanco, ampak to je bila ena tema, ki jo praktično v familiji pa otroci niti nismo veliko začenjali. Vse najlepše o Mirku sem pa slišal. Če kaj več zanima, predvsem pa kasneje strokovnjake, verjetno, da se da še marsikaj ugotoviti, kaj vse se je dogajalo. Tudi v Starem Piskru, tudi v Mathausnu in tudi v Lincu, kjer je formalno on zaključil življenje. Ker bil je pa, koliko sem jaz malo te stvari potem v tem zadnjem času malce gledal, prebiral, pa tudi moram reči, da en spremni tekst k sami zbirki, mislim, da gospoda Podobnika drži, je zelo dragocen, pravzaprav daje ta širši kontekst, tudi umešča Mirka Hribarja v to dogajanje, tudi v to mrežo osvobodilnega gibanja. Mislim, da je šlo pravzaprav za sevniške Skojevce, glavnem, oziroma Skojevce, čeprav niso v okviru in ostale sodelavce, vključno z postajem načelnikom v Sevnici, skratka, eno res to neko tako jedrno celico Osvobodilne fronte, ki je pravzaprav bila izdana v septembra 1942 in ki je potem pravzaprav, mislim, da so brez izjeme vsi pomrli, bodisi kot talci, bodisi v taboriščih. Bodi toliko, zdaj, hvala lepa. Jaz bi še prosil res Žigo Medveška še za zadnjo pesem nocoj, potem pa morda predal besedo še vsem ostalim oziroma za razne vprašanja, za mnenja, za sugestije, za malo tak bolj sproščen pogovor. Žiga, prosim. 3. oktobra 1942. Mrliču je zvonilo. Mrliču je zvonilo. Smešno. Čemu zvoniti? A ga bo to zbudilo? In poleg tega vsi čakamo že v sili, da se zgomilo tudi nas, še kdo usmili. Ja. Mnogo je mrličev v naši sredi. Verjemite? Ne v telesu, duševno so umrli. Čute človeške so jim podrli. Kdo od nas bo koga pokopal? Bog si ga vedi. Jaz bi, kot že prej malce nakazan, malce obljubljeno, vendarle izkoristil to priložnost in gospoda Hribarja prosil, da pravzaprav s pesmijo zaključi ta večer. In da nam zapoje en stari šlager, ki je bil v času Mirkove in Marine mladosti očitno zelo popularen. Sicer verjetno Mirko ne bi napisal svoje verzije besedila in ga skupaj z ostalimi pesmi nazadnje tudi poslal Mari. Tako da, kot ste na začetku, ko ste večkrat lepo izpostavili, danes vendarle kljub tej tragični dediščini, ko predstavljamo nocoj, na nek način izpostavljamo ljubezen, ki je močnejša od sovraštva in od pozabe. Tako da, prosim. Ni se oglasila tukaj, ne zamerne. Bomo probali brez, pa prisluhante. Ok, bomo videli, če dela. Grmovju slavec je zapel, nedavno pesem svojo. Nekaj mi akordine še ne špila, ampak se bom mogel še malo vadati. Nadahnil stugo dušo je mojo, da je zaplakala. Vida moja
po naravi, sanjal o sreči dve, o ljubavi se stemni, usode bliski gromi, grozili nama so zlomi nad mladih korenin. Se slutnja izpolnila, so nade se izgubile, uničila je mlade sile, smrt sredi teh zidin. Ločitve čas se bliža, stojimo groba jami, boj se iz spominov drami, da sprejme smrtni strel. Zdaj ob slovesu prosim te, bodiva druga stara, zato ti kličem z Bogomara, ljubi, ne zabi me. Najlepša hvala. Hvala gospodu Hribarju, hvala gospodu Pravoni, hvala Žili Medveško in hvala vsem vam, seveda, ki ste se udeležili tega trpkega, pa vendarle na nek način prijetnega večera. Najlepša hvala in dovolite, da seveda, da še nazdravimo s kakšnim kozarcem vina, preden odidemo. Hvala lepa še enkrat in vse dobro.